Slovenska nogometna reprezentanca je otvoritev nogometnega stadiona v Stožicah kronala zmago proti izbrani vrsti Avstralije z 2:0. Zadela sta Zlatan Ljubljankić in Zlatko Dedić. Mi smo odigrali zelo solidno tekmo v takšnem situaciji, kot smo, z igralci, ki so različno obremenjeni, ampak ste videli, ko glava štima, ko je psiha na mestu, potem se da marsikaj narediti. Nov stadion v našem glavnem mestu je navdušil tako igralce, kakor tudi navijače, ki so že pred tekmo precej dobro napovedali končni rezultat. Super, stadion je super. Zmago Slovenije 2:0. V redu zaenkrat, pa dvorana, fascinantna. Ne vem, 3:1 za Slovenijo. Fenomenalno, svaka čast. 2:0 za naše. Bilo je en fenomenalen občutek spet igrati v Ljubljani na novem stadionu. Smo rezultat naredili, naša generacija v Mariboru, prejšnjo v Ljubljani. In malo pa dobro, vse večine navijačev je istih, tako da dva stadiona so pozitivna in brez naših navijačev ne bi bilo takšnega rezultata, kot smo ga dosegli. V dresu izbrane vrste pa je debitiral nov zvezdnik domače lige. Josip Iličić namreč navdušuje v dresu Maribora, sedaj pa je svoj talent pokazal še svetovni javnosti. Že ob drugem dotiku z žogo je namreč izigral nasprotnika s peto. Ko ima jajca, da je ta drugo žogo, ko se dotakne s peto, zarola. Pa hvala Bogu, jaz ko bi le bilo več takšnega. Mi smo včasih bili sramežljivi, zdaj pa letijo ti fanti noter, pa kar odigrajo. Po prvem dotiku sem sproščeno zdobil, jaz pa, ko sem sproščen, mi vse leti po glavi, tako da... Prijateljska tekma z Avstralijo je selektorju Keku dala vpogled, na koga še lahko računa v kvalifikacijah. Sedaj se namreč reprezentanca seli v Maribor, kjer jo 3. septembra čaka prva tekma za evropsko prvenstvo proti Severni Irski. Tam se začne zares, to je bilo pač malo dogodek, pomembnost, cirkus, zdaj pa se gre za pike, zdaj pa se gre za točke. In zelo pomembno je, da se te kvalifikacije začnejo pozitivno. Ob koncu tekme so navijači prišli pozdraviti igralce kar na igrišče, saj jim bližina terena omogoča lahek prehod na igralno površino. Upamo lahko le, da ne bo prišlo do podobnega pozdrava kdaj v prihodnosti že pred zadnjim sodnikovim žvižgom.